Dober večer vam voščim in lepo pozdravljeni. Vas je današnje sonce napolnilo z energijo, potem ste na pravem mestu, kajti o energiji bomo nocoj še veliko govorili. Moj gost je, kot ste že vajeni, dr. Nikola Krstič, direktor podjetja MIC Mengeš. Dobrodošli. Dober dan, dober dan. Kako ste kaj vi z energijo? Kako bova začela tole oddajo? Ja, trudim se, da je imam dovolj. Je pa nujno rabim, ker pri vseh teh naporih, ki jih imam, pa pri tej kilometraži, ki sem jo že dal skozi, brez te samopomoči, brez te dodatne energije, brez prehranskega dopolnila za novo energijo, za novo življenjsko moč, dejansko ne bi šlo. Vi pravite, da nič se ne premika brez energije. Tako. In da tudi telo potrebuje energijo. Tako. Na kakšne načine jo dobi? V življenju je vse na energiji. Veste, kamorkoli pogledate, vse je pravzaprav energija. Tudi Einstein je rekel, energija je mc kvadrat, m je masa, se pravi, energija je masa, in tudi v človeškem telesu je enako. Vse, kar se vidi in vse, kar počnemo in vse, kar nam se dogaja, vse je povezano z energijo. V današnjem večeru bomo to skušali prikazati. Zdaj, za uvod pa je verjetno smiselno povedati tole, da kar se tiče energije, od spočetja preko rojstva pa tam do leta 32, energija v človeškem telesu se samo povečuje. Se pravi, otrok 2 leti, 3 leta, 6 let, potem recimo najstnik 16, 17 let, potem si že predstavljate, koliko je tu energije pa življenjske moči in to gre samo navzgor. Ampak potem okrog leta 32 pride do enega pravimo platoja, do ene take uravnoteženosti, ko je energija ustaljena, je enako in to traja mogoče desetletje, na kar začne pa energija padati. In pada, od tam leta 40 ves čas, pada. Imamo čedalje manj in manj energije, ker so ti padci zelo majhni. Govorimo o odstotkih, a veste, recimo, če imaš 100%, recimo leta 32, pa če imaš pri letu 40 97%, to bistvene razlike ni. Tu bistvene razlike ni, sploh imaš pa malo več izkušenj, uživaš življenje in gre vse skupaj lepo naprej, ti si misliš, sem car in tako naprej, v resnici pa ves čas energije manj, čedalje manj. No in to recimo se pa občuti, ko ta upad energije v življenju, zdaj govorimo o moškem, recimo pade za tretjino, to je okrog leta 50, za tretjino pade. Takrat se pa začne ukazati, nisi več toliko zmogljiv, po stopnicah greš, pa kaj je zdaj to, jaz stanujem v 3. nadstropju, včasih sem zletel gor, zdaj pa se kar upeham in tako naprej, sploh pa če greš kam v hribe, energija je tista odzadaj, ki vse skupaj pogojuje. Se pravi, ko je to pomanjkanje recimo tretjinsko, recimo, da smo pri 70%, toliko in toliko, 30% nam manjka, to se čuti. Ampak žal, življenje gre naprej in energije čedalje manj in manj. In od teh recimo 30 gre na 35, pa na 40% manj, pa na 50% manj, pa še gre, In bolj, ko grejo leta, manj je energije. Tu pa zdaj vidimo, in ima vsak predstavo starejšega človeka. Ni več tako živahen, počasi hodi, težave ima, in tako naprej. In to je zdaj to. Se pravi, v življenjskem loku zaradi staranja več kot polovico življenja preživimo v manj energije ali pa pol kasneje lahko rečemo kar v pomanjkanju energije. Pa ni samo to, veste, kar se tiče pomanjkanja energije.
ta pomanjkanja energije imajo, recimo, če to je en tak lok, ki sem prej pripovedoval, raste, plato se drži, pada. Ni to torej povezano. No, imamo luknje, veste, v tej energiji. Kdaj? Ko recimo zbolimo. Če zbolimo, ali je to akutna, recimo bolezen traja, koliko recimo 3 dni, 4 dni, 1 teden, recimo gripa, ne? To je pač akutna bolezen, ali pa recimo angina, a ne? Angina je bolezen in vsaka bolezen človeku odžira energijo. On ima svojo energijo, ampak pride bolezen, pa mu energijo vzame in ima energije premalo. In jo ima tako premalo, da sploh na nogah ne more stati. Ne? In takrat imamo to luknjo in ko bolezen premagujemo, ne? Bolezen peša, nam se energija vrača, ker je bolezni čedalje manj. In ta luknja ima recimo en svoj potek. So pa lahko bolezni subakutne, recimo ni 1 teden, ampak je 4-5 tednov. Ves ta čas ti bolezen jemlje energijo. In nisi ta pravi, si utrujen, si slabe volje, a ne, glavo boli, vse slabše dela, nimaš apetita, slabo spiš, vse, ker je premalo energije. Imamo pa tudi kronične bolezni, ne? Kronična pomeni trajna. Ta bolezen, kronična, ti pa trajno zniža, ne? Recimo sladkorna bolezen, kronična bolezen, se ne da spraviti ven iz telesa. Tako pač je, ne? Na današnji stopnji medicine, lahko se to obvladuje, lahko se celo zelo uspešno obvladuje, lahko se ti znaki minimalizirajo zelo, ne? Ampak kljub temu je ta bolezen tukaj in kar se tiče energije, ti jo jemlje. Vsak dan, po noči, ko spiš, bolezen deluje in ti jemlje svojo energijo, prosim, ne? Tu sem, svojo energijo ti vzamem in kaj je značilno za sladkorne bolnike, če jih vprašate, joj, koliko sem jaz utrujen, to je to, ne? In zdaj vidite, a ne, pravzaprav je to splošna značilnost, a ne, ko se nam ljudje starajo, ne, ko je toliko recimo bolezni, a ne, vsak ima po 4-5 bolezni, kroničnih bolezni, a ne, se pravi, generacija, prebivalstvo, a ne, živi v zelo izrazitem pomanjkanju energije. Ne? In to je problem, to je zdaj problem, ki se pozna tudi, jaz bi se recimo malo širše, zdaj recimo nekako ozrl naokrog, ne? Moramo biti ekonomisti, ne? Tudi na ekonomijo vpliva. Seveda vpliva na ekonomijo, ne? Ker če nekdo star 40 let, 45 let, pa še v delovni dobi, ne? Pa se ga loti kronična bolezen, lahko se ga loti sladkorna, lahko se ga pač loti osteoartroza, o kateri smo se tukaj že pogovarjali, lahko se ga loti osteoporoza, lahko se ga loti visok pritisk, ki sploh ni redek, ne, in tako naprej, in energija pade. Ko energija pade, on je sicer dela zmožen, recimo z visokim pritiskom, z obvladujočim, z visokim pritiskom, ki ga obvladuje, ampak bolezen še zmeraj mrgoli malo v njemu, ne, in mu jemlje energije. In mu jemlje energijo, ki bi jo on s pridom uporabil na svojem delovnem mestu. Ko se to vse skupaj sešteje na nacionalnem nivoju, lahko mirne duše rečemo, da je pomanjkanje energije tudi nacionalni energetski problem, ne, ekonomski problem tudi, ne, tako da se pogovarjamo kar o pomembnih razsežnostih, a ne. Ampak zdaj sva govorila o problemih in v nadaljevanju bova govorila o rešitvi za te probleme. Ja. Še prej pa vabiva gledalce, da nas pokličete v studio, če vas karkoli o življenjski energiji zanima. Dr. Krstič vam je na voljo vse do konca oddaje, zato da odgovarja na vaše vprašanja. Pridružite se nam, ne bojte se. Dr. Krstič, v vašem podjetju imate torej za omenjene probleme ali pa izzive, če jim lahko tako lepše rečemo, tudi rešitev. Kakšno? Ja, z energijo povezujemo naš artikel Biokinon Q10 z vitaminom B2. Biokinon Q10 z vitaminom B2 ima takšne sestavine,
ki so udeležene oziroma so udeležene in so najbolj pomembne za sproščanje energije iz zaužite hrane. Mi hrano zaužijemo zaradi tega, da recimo se nam tkiva vzdržujejo, da se reproducirajo, pravimo, da se obnavljajo, in potem tudi v veliki meri in izrazito tudi zaradi tega, da se nam hrana, ne sicer vse sestavine, ampak predvsem ogljikovi hidrati in maščobe, delno beljakovine, da se presnovijo v energijo. Bova nadaljevala. Dober večer komu? Dober večer, želim. Pozdravljeni, kar predstavite se, Lep postavite pozdrav, vprašanje. Ja. Marija z Primorskega. Lepo bi prosila, če bi lahko kaj povedali o črevesju. Kaj konkretneje? Ja, divertikli. Kako ste? Mogoče boste morali še ponoviti. Ja, glede divertiklov. Bi malo rada vedela, kako in kaj. Divertikli. Vas je dr. Krstič razumel in odgovore lahko pričakujete čez nekaj trenutkov. Hvala, lahko noč. Hvala. Ja, hvala za vprašanje najprej. Vprašanje je bilo za divertikle. Divertikli so problem, k kateremu so nekateri nagnjeni, se pravi, da je to lahko familiarno. Vplivam pa na to tudi način prehrane. Malo gibanja, malo vlaknin, večji je problem z divertikli. Tako da pa tudi recimo potem v kasnejših letih je te problematike več. Upal bi se pa to tudi povezati z energijsko bilanco, z energijo v telesu. Ko je manj energije, je tudi črevo manj gibljivo in potem se tudi ti divertikli problematizirajo. Nagnjenost k temu se torej manifestira, da je to pač problem in ok. Se pravi, ni čarobne palčke, da bi se to avtomatično prenehalo, ampak se pravi gibanje, zdrava prehrana, redna, uravnotežena, zadovolj vlaknine in tudi so izkušnje, da tudi ko z današnjo recimo tematiko, to se pravi, če z biokinonom Q10, z vitaminom B2 dovedemo v telo več energije, pripomoremo k temu, da se gibanje črevesa okrepi in da torej zožuje pač to problematiko zaradi divertiklov. Tako da zdaj ne vem, a je gospa še na liniji? Mogoče? Ne. Ni več na liniji. Če se na to navezuje tudi recimo pri njej zaprtost, potem pa sploh svetujem, da si pomaga tudi z biokinonom Q10. Tukaj je tudi razlaga zelo enostavna, ta nova energija, ki jo prinese biokinon Q10 z vitaminom B2, se pravi, seveda je črevo tisto prvo, ki je deležno, ker usrka, pač biokinon Q10 z vitaminom B2, tudi gre v črevesne resice, v samo črevesno tkivo, v mišice, ki dobijo več energije in potem torej peristaltika je močnejša, torej gibi so torej bolj učinkoviti in to avtomatično začne minimalizirati probleme z divertikli, ki plitvijo, in to je pa bistveno. Tako da vprašanje je kar blizu tega, o čemer se danes pogovarjamo, se pravi energijska bilanca, ko jo mi spravimo v pozitivo, da si soustvarimo več energije v človeškem telesu v celoti, bo tudi pri teh problemih je prišla prav. Pa dejva reči potem, če kar nadaljujeva oziroma ostaneva tukaj, kako gre pravzaprav to skupaj z boleznimi, kako deluje? Ja, nekaj smo že recimo rekli prej v uvodu,
da vsaka bolezen, a ne, ko pride v telo, jemlje telesu energijo. Ne? Na kakršnem koli pač nivoju, kdo je, ali je mlad, ali je star, ali je recimo v enih srednjih letih, kakorkoli, lahko zboli. Pač lahko zboli. A ne? No in potem, ko zboli, a ne, mu energija zaradi bolezni, ki jo ima, a ne, se zmanjša tista pač razpoložljiva energija za njegove organe, za njegove življenjske funkcije, za to, da bi hodil normalno, za to, da bi se prehranjeval normalno in tako naprej. Te energije je potem manj, a ne, in pri bolezni se je treba vleči, kot sem že rekel, a ne, apetita nimamo, a ne, vse življenjske funkcije so slabše in tako naprej. Tako da vsaka bolezen, a ne, zdaj to recimo je smiselno pač ponavljati, ne, nam jemlje energijo in življenjsko moč in imamo zelo priročno rešitev. Ne, zelo priročno rešitev. Ne sicer v smislu zdravljenja, a veste, zdaj recimo, ko mi svetujemo jemanje biokinona Q10 z vitaminom B2, da se pač v teh primerih, ko je energije manj, da se ga jemlje normalno, če imaš nečesa premalo, pa če imaš možnost, da si dobiš več energije, zakaj ne bi to naredil, ne? In to je zanimivo pri vsaki bolezni, ne? To se pravi, da vsako bolezen boš lažje z zdravili premagal, če si boš popravil energijsko bilanco, ne? Tako da to je zanimiva, mislim, možnost, ne? Zanimiva možnost, ki je pri nas pred 2 desetletji prišla, veste, v Slovenijo svoj čas. Mi smo si zelo prizadevali v tej smeri, ampak s časoma je nekako splahnela, izpuhtela, tako da v današnjem trenutku lahko rečemo, da je te miselnosti premalo, da bi si malo bolj pomagali z temi sestavinami, ki so v biokinonu Q10 z vitaminom B2 v smislu več energije. Ne? To je recimo ena taka ugotovitev, pa zdaj, če pa povedati še recimo to, ne, ko ste ravno odprla bolezni imajo zdravila, ne? Tudi tukaj je zelo zanimiva zgodba, veste. Zgodba, ki je jaz recimo do pred toliko in toliko leti sploh nisem vedel, da obstaja. Sploh nisem razmišljal, da potekajo stvari tako. Ne? Zdaj, zakaj gre? Poglejte, recimo, ko imate vi zdravilo, ne? Kjerokoli zdravilo zdaj, ne? Katerokoli zdravilo in ga imate lepo recimo na mizi, a ne, na polici, in imate tableto in jo date recimo, ne vem, na šalčko in jo gledate. Ta tableta je mrtva. Ne? Mrtva je. Ne? Poglejte, ko jo pa zaužijete, pa kar začne delovati. Sproži zdravilno reakcijo. Zdravilna reakcija je pa nekaj živega. To je nekaj živega. To je stvar, ki se dogaja, a ne? In zdaj, če se dogaja, če je živa, rabi energijo. Odkot jo je pa dobila? Te energije v tableti ni. Zanesljivo vam povem, je ni v tableti, ker tableta je sama mrtva. Ne? Ko jo pa zaužijemo, kar naenkrat začne delovati in dobi energijo. Kje jo pa dobi? Od nas samih. A vidite, mislim, kako je stvar pravzaprav zelo zanimiva. Ne? Od nas samih. Se pravi, tableta pride, zdravilo pride, vzame en del naše energije in se aktivira in nam pomaga. Samo tako lahko nam pomaga. Ne? Se pravi, naša energija je tista, ki sproži zdravilno reakcijo. Ampak smo rekli prej, je prišla bolezen, nam je vzela energijo, mi ležimo, imamo malo energije. Ampak kljub temu bo zdravilo vedno vzelo en ščepec energije, tudi če imate malo energije, ne, en ščepec energije bo vzelo in vas bo začelo zdraviti. Zdaj pa dajmo razmišljati. Imamo malo energije, pa smo rekli, da z biokinonom Q10 z vitaminom B2, a lahko zdaj, evo,
pokažemo prvič, to škatlo, biokinon Q10 z vitaminom B2, ko pride v telo, več energije. In kaj to pomeni za zdravilo? Ja, če ima zdravilo več energije, ja seveda z več energije je tudi zdravilna reakcija pridobi. Močnejša, bolj učinkovita. V krajšem času lahko poteka zdravljenje. To je vse raziskano, jaz nič ne govorim na pamet, to so silne študije narejene, to je znana zadeva, in to je velika možnost, ki je, zdaj pa dajmo nekako diplomatsko reči, da ne bomo preveč kritični, ki je še vedno premalo ozaveščena. Ampak mi si lahko to ljudje sami, privoščimo, normalno. Za ta biokinon Q10 z vitaminom B2 ne poznamo, kontraindikacij. Pri katerem koli zdravilu, pri kateri koli bolezni se to lahko vzame in si pripomorete, da ste hitreje na boljšem. Tako da, evo, to je pa recimo dimenzija, to je razsežnost, veste, o kateri pred poznavanjem biokinona Q10 z vitaminom B2 nisem mogel razmišljati. Sploh nisem razmišljal. Zdaj pa razmišlja tudi ena naša gledalka oziroma gledalec. Dober večer komu? Dober večer. Pozdravljeni, kar na glas, pogumno. Lep pozdrav oba dvema. Rad bi povedal Alojze per telefonom. Da sem to stvar jaz jemal pred časom, moram reči, da že nekaj časa nisem in moram reči, da deluje tako, kot je rekel gospod. Kot je rekel, vsi nivoji v telesu se sprožijo in ko sem tekel, rečemo, sem imel več moči. Tako da pozdravljam gospoda, jaz sem že od njega jemal to. Hvala lepa. Hvala lepa. To je pa slišati super, ne? Ja, lepo je bilo slišati ta komentar. Hvala lepa, lahko noč. Hvala. Odlično, ne? Ja. Zadovoljni uporabniki so verjetno tisto, kar si najbolj želite, ne? To je bistvo. To je bistvo, ne? To je merilo vsega, ne? Ja. Midva v oddajah večkrat poudarjava pomen zdrave, uravnotežene, pestre prehrane. Ja. Lahko zdaj tistim dvomljivcem, ki vedno pravijo, da se da s pestro prehrano marsikaj nadomestiti, poveste kaj v odgovor? Ja, torej na vsak način, veste, jaz sem pristaš uravnotežene, pestre, zdrave, redne prehrane, se pravi zmerne količine, redno, na ekologijo je treba paziti in tako naprej, na vse to. In sem res vnet pristaš, pa ne samo vnet pristaš, jaz tudi tako, poskrbim zase in če se le da tudi pri vseh svojih bližnjih si prispevam, da tudi enako. Zakaj? Ja, to je to. To je to, ker je to zelo pomembno. Samo kljub temu vseh recimo sestavin hrane ne moremo si priskrbeti z uravnoteženo in pestro prehrano toliko, kot bi rabili. In recimo danes govorimo o sestavinah, ki so v biokinonu Q10 z vitaminom B2. Te sestavine so ključne, so sproščevalec, stujko rečemo katalizator sproščanja energije iz zaužite hrane. Se pravi, predvsem iz maščob, pa ogljikovih hidratov, pa delno beljakovin. Ko pridejo te sestavine iz biokinona, se to predstavlja v energijo in življenjsko moč. In tukaj rabimo določeno količino vsak dan. Ampak žal, v uravnoteženi, idealni, pestri prehrani, ne vem, italijanska kuhinja, francoska kuhinja, kitajska restauracija, karkoli že, dojimo 5-krat, 6-krat premalo tega. 5-krat, 6-krat premalo tega. To je dejstvo. To je dejstvo. In zato moramo ponavljati. Z uravnoteženo in pestro prehrano sestavin, ki so v biokinonu Q10 z vitaminom B2, ne moremo dobiti dovolj. Ne moremo. In v čem je rešitev? Rešitev je v dodajanju. In to je prehransko dopolnilo, ki je uveljavljeno, a veste koliko? Že, odkrili so ga 1957 leta.
pomislite, pol stoletja, pa še 20, toliko in toliko desetletij se stvar vzdržuje. Zakaj? Ja, ker ga rabimo. Ker ga rabimo. To je čisto preprosta zadeva. Se pravi, rešitev je čisto enostavna, uravnotežena, pestra prehrana. Ja, ampak tudi zraven spada pač dodajanje biokinona Q10 z vitaminom B2. Drugače ne gre. Jaz sem po celem svetu že potoval, po veliko, recimo svetovnih konferencah sem bil in to, kar vam pripovedujem, to je nedeljeno mišljenje vseh vodilnih svetovnih ekspertov. Nadaljevala bova po kratkem predahu, takrat bova več povedala tudi o tem, da menda več kot polovico življenja preživimo s premalo energije. Tako Čez je. nekaj trenutkov ostanite z nama. Tako. Dobrodošli nazaj v studiu, še vedno je moj gost, dr. Nikola Krstič, ki prihaja iz podjetja Mic Mengeš in če imate zanj kakšno vprašanje, vabljeni, da se nam zdaj oglasite. Imate še nekaj minut časa, pa kar na plan z vprašanji, kaj ne. Izdelek, ki ga nocoj predstavljava in zagotavlja pravzaprav našo energijo, je prišel v Slovenijo leta 1997, če se ne motim, kako? Tako je, tako. Ste bili vi zaslužni zanj, bom pa Seveda, tako vprašala. Seveda. Ker to je zdaj izdelek v portfelju podjetja Mic Mengeš. No in osebno sem biokinon zasledil preko strokovnih člankov. Oziroma v strokovnih člankih, ker se je pač to obravnavalo, se pravi ta podpora, energijska pri zdravljenju bolezni in tako naprej, izrazito je prevladoval ta biokinon Q10 z vitaminom B2. Zelo izrazito je prevladoval. In smo imeli tudi malo sreče. Oziroma tako je, poglejte, bom kar povedal, kako je bilo. Zanimivo je bilo, prav zanimivo. Jaz sem kot študent bil en mesec na Švedskem in nekako mi je bil čisto refleks, da za te sestavine v biokinonu Q10 z vitaminom B2 pokličem pač Karolinska Šuchhus, to je njihov glavni klinični center, kjer sem bil, in tam sem pač en inštitut za fiziologijo poklical, mislim švedski, in sem rekel, kaj me zanima, in so rekli, veste kaj, dajte vi poklicati lepo na Dansko, in so mi spet omenili biokinon Q10 z vitaminom B2. Mislim, to je zanimivo, veste, se pravi, da je bil že takrat zelo imel sloves, pa se je, če je v večini študij bil, no in ko sem poklical, sem se mogel najprej zelo z njimi strokovno pogovarjati, k sreči sem tudi k temu nagnjen, jaz to študiram, saj sem rekel, da sem preko strokovnih člankov, to je trajalo 3 mesece in v tem času so rekli, vas bomo preizkusili, vam damo 15 škatl, pa naredite z njimi kar hočete v Sloveniji, ni jih treba prodati, samo nam boste o njih poročal. Mislim, zanimiv prijem, prav zanimiv prijem, nič kaj posloven, tako, ampak na koncu sem videl, da oni tako delujejo, da so oni ustvarjalni, da hočejo človeka, ki nekaj več ve, ne samo, da se gre golo trgovino. Jaz sem se zamislil, sem rekel, prosim, pošljite, jaz bom to uredil, in sem še malo scenarija jim poslal, kako si to predstavljam, in so bili zadovoljni, so rekli, v redu, čez mesec pa pol se bomo slišali. No in evo, zdaj imamo ta biokinon pač na zaslonu, no in to je bilo prvih 15 škatl, ki so biokinona Q10 z vitaminom B2, ki so prišle v Slovenijo daljnega decembra 1997. Jaz sem to porazdelil svojim znancem, tudi prijateljem, pa recimo tem, ki so bili v drugi polovici srednjih let, pa še bolj pa tem, ki so bili v 3. življenjskem obdobju. Zakaj? Ker njim primanjkuje več energije in bolj rabijo, in sem sklepal in sem tudi vedel, teoretično, da bojo pač bolj čutili ta biokinon. No in
dam, čakam 10 dni, veste, na kakšnih trnih sem bil. Ne? Mislim, res sem bil zavzet za to, da stvar uspe. Ne? Ker v Sloveniji ni bilo enega posebnega poznavanja. Je bil sicer en tak preparat, ne? Samo noben se pač s tem ni ukvarjal. Ne? Jaz sem pa to zagrabil, sem rekel, zdaj pa je treba prodreti v stvar in nekaj pač doseči v Sloveniji. Ne? No, in pri enem prijatelju, ne, sem rekel, zdaj le menil 10 dni, ok, sem rekel, bom pa kar telefon zavrtel, ne, ker v tolkem času ta energija že more priti do izraza. On je imel takrat 76 let. Pa priznajte, zanimalo vas je, ne? Zelo me je zanimalo, to pa res, ne. No, sam sem ga že čutil in sem posebej sklepal, da to je pač to, ne, ampak, a veste, kako je, ne, to je bil zdaj novo v Sloveniji nekaj novega, noben tega ni poznal. Mislim, noben zdravnik, recimo, se ni s tem resno ukvarjal, ni imel informacije o tem, ne. No, in potem pokličem, pa pravi on, Nikola, ti kar prid, ti bi nekaj povedal, ne. Mislim, a veste, sem rekel, to je pa zdaj super, jaz pa v avto, pa direkt pač k njemu na dom, ne. Sva bila v takih sproščenih pač odnosih, a ne, sva prijateljevala, pač razgovori, osebno poznanstvo in tako naprej. In mislim, stanoval je v 3. nadstropju, a ne, in je tudi on bil navdušen, a ne, mislim, delovalo mu je, ne, a veste, in me je počakal na vratih, ni čakal, da jaz pozvonim, ampak je bil na vratih. In pravi, vsa nadstropja mi delujejo bolje. Aha, to je tudi slogan. To je njegova, mislim, pogruntavščina, ne. Vsa nadstropja mi delujejo bolje, jaz sem bil navdušen, a ne. Jaz sem bil navdušen in sem rekel, to je to, ne. Pol pri ostalih je bilo podobno. No, in jaz pa, a ne, tole vsa nadstropja delujejo bolje, ne. Danci, ne, so bili navdušeni, so rekli, pa to je slogan, to je zdaj tisto, a ne. To bo zdaj mednarodni slogan, tega nismo sploh razmišljali tako, pa je dejansko tako. Vsa nadstropja, ko pride več energije, a ne, v telo, vse deluje bolje, ne, možgani delujejo bolje. Torej, z več energije so možgani bolj zbrani. In če imaš kakšen problem, pa ker imaš več energije, je problem manjši problem, ne, pa se ga bomo lotili, ne, vse smo, ne, pri sebi in tako naprej, ne. Pa tudi recimo, kaj je še značilno, ne, ko imajo možgani več energije, tudi spanje je boljše, a veste, spanje se poglobi. In zdaj pa vi, mislim, poglejte, pri starejšem človeku, to je znano, ne, spanec je plitev, ne, mislim, slabše spijo, vsak šum ga zbudi. Zakaj? Možgani imajo premalo energije in premalo poglobijo spanec, ne. In zdaj pa, ko pa pride nova energija s pomočjo biokinona Q10 z vitaminom B2, starejši človek se bolje naspi. Veste, se pravi, prvič dobi več energije, je s tem pridobil nekaj, zdaj pa se še bolje spočije in še dodatna energija mu pride. Plus, a ne. In to doživeti je nekaj posebnega. In potem res ne preseneča, da me je prijatelj počakal na vratih pa rekel, vsa nadstropja delujejo bolje. Potem sva se pogovarjala, ok, a ne. Mislim, vse veste, problemi, mislim, zdravstveni, a ne, zdravila in tako naprej. Tu je vse začel navajati pluse, a ne. In recimo, vsa nadstropja delujejo bolje. Recimo, zdaj smo bili pri glavi, ne. Smo dovolj povedali za glavo, ne. Recimo zdaj, ko se to malo širše pogleda, ne. Zbranost pri vožnji, seveda je boljša. Če možgani bolj delajo, vsi refleksi so boljši, ne. Na delovnem mestu, dela zmožnost, seveda je večja. A veste, in potem se pa to lahko začne, če je to nacionalna kampanja, če je to uspešna nacionalna kampanja in vam povem, da na Danskem je tako, ne. Potem se to pozna. Ne? Potem se to pozna. In kar naenkrat, ne, je profitna mera lahko za nekaj, ne vem koliko promilo večja, ne? Ampak to se pozna na nacionalnem nivoju, se to pozna. Ok, zdaj, da ne bomo preveč spet v ekonomijo šli, ampak je stvar ves čas gre v ekonomijo. Ko nekaj dobrega
vedno gre v ekonomijo, v plus. A ne? Potem recimo zdaj, če gremo po teh nadstropjih v telesu. A ne? Pljuča, recimo, ne? Recimo so zdaj le možgani, pa tukaj imamo zdaj pljuča naprej v tem nadstropju. Ne? Pljuča delujejo bolje, seveda, ker imajo več energije. Ne? Pljuča bolje se predihajo, dobijo več kisika. To je plus. Mi rabimo kisik, a ne kisik nam je nujen, a ne, življenjsko pomemben, brez kisika ne moramo živeti, se zadušimo. In z več energije dobi kri več kisika. Ne? Potem smo pa že pri srcu. Ne? Srce je pa še en poseben organ, kar se tiče energije. To je največji porabnik energije na enoto mase. Veste? Srce na enoto mase sicer ni največji organ v človeškem telesu, ampak kar se tiče energije, nenehno dela, ne, je največji porabnik energije. Mi spimo, srce dela. Mi se zaljubimo, srce bije. Ja, mislim, srce kar naprej bije. Ne? Karkoli mi delamo, srce reagira in bije. A ne? In porabi veliko energije. In če je pomanjkanje energije, srce prvo je prizadeto. In obratno, ko se dovede več energije, srce je tisto prvo, ki se čuti v prsih, da smo boljši. Ne? Je močnejše, boljše stisne kri, več krvi požene po telesu. In to pa spet plus, a veste, se pravi, več krvi pride v telo, a ne? Ampak smo rekli, ta kri je tudi bolje oksigenirana. A vidite, plus. Ne? Potem recimo naprej. Gremo dol, ne, pa smo pri črevesu. Ne. Smo rekli prej, ko je gospod prašal, ne, oziroma gospa je bila. Ne. Več energije, črevo bolje dela. Črevo tudi vsrkava, ne, in če ima več energije, vsrka več. In zdaj smo pa spet tam, plus, a ne, se pravi, več krvi pride po telesu, več kisika je v tej krvi in zdaj pa tudi več hrane. Pa spet plus, ne? Spet plus. Mislim, vidite, kaj se dogaja? Mislim, kakšna neverjetna zadeva v plus se nam dogaja, ko si sprostimo v telesu več energije. Ni še konec zgodbe. Ne? Mi imamo še druge organe. Zraven črevesja, tu nekje, ne? Recimo na tej strani, ne? Pač na desni, imamo jetra, filter, ki čisti, a ne? Filtrira kri na svoj način, strupe in tako naprej, vse nečistote in tako naprej. In zdaj le kaj? A ne? Jetra z več energije seveda bolj delajo, bolj prečistijo kri. In zdaj pa imamo več krvi, imamo bolj oksigenirano krvi in imamo več pač hrane v tej krvi in tudi je bolje filtrirana, a ne? Manj je strupov noter. A ne? Sploh pa na enak način, pa dobro, na drugi pač način, delujejo tudi ledvica. Ledvica so tudi filter, ne? Ki prečiščujejo kri, ne? Mi izločamo urin, tisto, kar ne rabimo, a ne, gre ven z urinom stran, a ne. In tudi ledvica delujejo bolje. Mislim, a vidite, plus, na vseh koncih in krajih imate pluse. In, a veste, to se sešteva. En organ zaradi več energije drugega podpira, ne. In to se čuti. To se čuti v boljšem počutju, v recimo manjši rizičnosti za bolezni, a ne, v večjem imunskem, tudi imunski sistem je močnejši z več energije in tako naprej, a ne. No in to vse je potem, ko se začne recimo razmišljati, ne, prvič sem že poudaril, to se čuti, veste, to je tudi gospod povedal, ki je rekel, da pozna biokinonku 10 z vitaminom B2 in da je čutil izboljšanje in tako naprej. Ljudje, ko se to dlje časa jemlje, a veste, da se tudi biološka starost zmanjša. Tako. In
to je to, ja. In glede na to, da so zdaj recimo v teoriji obdelala nadstropja in pozitivne učinke tega izdelka, predlagam, da zdaj pogledava, kako se to čuti. Ne? Ja. Režija ima pripravljen en video Tako. nekega gospoda, Ja. ki Mogoče je zelo dober primer tega, Zelo kar ste dober zdaj povedali, primer. ne? Torej, ko v karieri nekaj takšnega doživiš, a ne, to je resnično nekaj posebnega, to je resnično doživetje tisto, jaz ne vem, ne bom pretiraval, ampak recimo, če si strokovnjak na medicinskem področju, pa ko to doživiš, to je nekaj največ, kar lahko doživiš, ne, dejansko, brez pretiravanja, veste. Gre pa za en tak primer, torej gospod, o katerem bomo zdaj videli to sekvenco, a ne, je bil v svoji karieri direktor na eni srednji šoli, ravnatelj, izgoreval v tem zlasti recimo v enih polpreteklih oziroma tistih časih prej, a ne, in udarniško je bilo bolj ali manj to vse skupaj, a ne, in se je poznalo na srcu, ne, v recimo poznih 60 letih, a ne, je pač moral na operacijo, ne, srce je opešalo, a ne, iztrošilo se je, žal, tako pač je bilo, a ne, no in na koncu, torej, te storitve so pri nas vrhunske, veste, to je treba reči. Na Univerzitetnem kliničnem centru so te storitve vrhunske, kar se tiče kardiokirurgije za odrasle, kar se tiče recimo umestitve spodbujevalca srca, to je on tudi dobil. To bo povedal še v prispevku. To bo še povedal, ne. Ampak zgodilo se je to, da je bilo srce toliko opešano, da ta spodbujevalec, ko so ga dali, a ne, zraven, a ne, v telo, a ne, je sicer pošiljal signale, spodbujal, ampak srce je bilo toliko opešano, da ni več moglo tega sprejemati. In on je dobesedno njim pred očmi, pa pri svoji zavesti, pa pri živem telesu je počasi ugašal. Veste, počasi je šlo dol. In v teh trenutkih, a ne, zdaj se spomnimo tistega malo bolj takega ciničnega rekla, ne, operacija uspela, pacient pa ne bo preživel, a ne, pač to se dogaja, žal se dogaja, a ne, no in so poklicali ženo, a ne, in so ji to lepo diplomatsko razložili, povedali, ona je bila tudi torej izobraženka in tako naprej in je pač to sprejela, kaj, pa se je bil že itak srčni bolnik, a ne, in tako naprej, tako da je bila vajna teh težav, zdaj pa se je pa, evo, zgodilo še to in so ga pripeljali domov, on se je vlegel, gibanja po stanovanju ni bilo, ne, on je ležal, torej tudi televizijo je z muko malo gledal, bolje radio poslušal, ne, in je ona potem mi pravi, sem sedela zraven njega in čakala. In smo čakali en dan, 2 dni, 3 dni, tako, ampak on je prav kar odhajal je, mislim, se ga poznala celo življenje, kakšen je in je točno zaznavala te vse njegove pač znake, a ne, kako se ugaša zadeva, ne. No, ravno tisti čas, to je bilo drugo leto, odkar smo mi pripeljali Biokinon, jaz sem bil že v polnem zamahu promocije za Biokinon, smo pa na eni TV mreži naleteli na razumevanje in so nam dali 5 kontaktnih oddaj gratis, a veste, sem jim hvaležen, ok, to pomoč smo takrat zelo rabili, pa ne samo mi, šlo je za širšo razsežnost, nekaj novega se je dogajalo v Sloveniji in nekateri so to zaznali, ne, se je šušljalo. Predlagam, da vseeno malo skrajšava, sicer da bo zmanjkalo časa. Ja. No, tako da ona je gledala eno tako mojo oddajo o Biokinonu in je rekla, ja, kaj pa, če ne bi jaz to za mojega Tončka poskusila. In je naslednji dan šla in kupila to in sta začela to jemati, on, ne, vsak dan po eno kapsulo, pač med zajtrkom ali takoj po njem.
In gleda, kaj se je zgodilo? Od človeka, ki je bil na robu, ki je bil z eno nogo že v grobu, se je začel vračati. A veste, te učinkovine, ki so z energijo pomembne v biokinonu Q10 z vitaminom B2, se kumulirajo. En dan pa mečken gor, pa drugi dan še bolj. In samo se vzpenja in pravi, po 10 dneh, po 2 tednih nekaj takšnega, jaz pridem v sobo, moj Tonček pa sedi na postli. Izjemno. Zdaj bova najprej sprejela telefonski klic, da ne odženeva še kakšnega gledalca. Dober večer. Dobar. Tukaj pa Alan. Mene pa zanima, jaz sem 42 let star, moja punca 32, ima pa raka, fejs hudga in ne vem, če jo preživela. In ne vem, če jo preživela, ker se jaz bojim za njo in ne vem, kaj bo z njo. In mi je fejs hudo, ne. Kakšno pa je vaše vprašanje? Ja, zanima me, kaj bo z mano, ne pa z mojim otrokom, ker je 3 leta pa pol star, ne. To pa najbrž vprašanje za kakšno drugo oddajo ali pa kakšnega drugega strokovnjaka. Hvala lepa. Dobro, adijo. Lep večer. Vseeno pa verjetno lahko kakšno priporočilo dava. Kakšno je bilo vprašanje? Ni postavil vprašanja. Gospod je samo poklical, povedal, kakšne težave ima z partnerko. Mislim pa, da bo kakšna druga oddaja bolj primerna zanga. Zdaj pa jaz če pri raku pomaga sicer, no? Če lahko tako nasplošno odgovoriva. Žena. Oziroma partnerka. Torej, pri raku svetujemo kombinacijo biokinona Q10 z vitaminom B2 in bioselen plus cink. To kombinacijo svetujemo. Zdaj, najboljš bi bilo, da to tudi individualiziramo. Pa če recimo se pokliče na to številko, ki je ravno kar na zaslonu, se pravi 041 769 544, pokličite jutri v dopoldanskem času in se bomo malo bolj v detalje pogovorili, recimo v 10-15 minutah, kaj in kako si je smiselno pomagati pri raku z biokinonom Q10 z vitaminom B2 in z bioselen plus cinkom. Zdaj pa naj režija res že nestrpno čaka, da predvajava še tale posnetek, da si bodo gledalci pogledali to zgodbo o uspehu, hkrati pa malo bolj motivirani. Recimo, to bo zdaj gospod, ki je pred 10 leti, preden je recimo to govoril, pred 10 leti je on ležal na smrtni posli in se je čakala njegova smrt. Pa pogledajte ga zdaj, kakšen je bil 10 let kasneje. Moram povedati, da sem z biokinonom, torej, bom rekel, na novo oživel. Jaz sem pred 10 leti bil opisan. Mislim, da je biokinon pomagal pri tem. Bom povedal, zakaj. Takrat ga nisem užival, pred 10 leti je bilo to. Sem bil star 70 let. In takrat sem imel take težave s srcem pa s ostalimi organi, nisem mogel verjeti, da bom še tako, kot sem danes, živ in zdrav. Začel sem z eno kapsulo zjutraj in to jo vzamem takoj po zajtrku. In v začetku nisem čutil nekih večjih sprememb, ampak potem pa vedno boljše in boljše. Dobil sem tudi srčni spodbujevalec, tako da mi je to še pomoglo bolj k temu. In zdaj ga uživam, mislim, da mi zelo pomaga zaradi tega, ker, kot ste slišali, jaz tam ne sam preverjam, da se vse stvari urejajo tudi s tem. Verjamem, ki nam pač, če pri tem upam, da ne grešim, če takole vse pohvalno izražam o tem. Še nekaj se hotel, tisto tako zvano počutje. Imel sem težave s sklepi, imel sem težave, se pravi, s prebavnim traktom in tako naprej. Zdaj pa nisem vedel, ali mi bo to pomagalo ali ne. Verjel sem v to, no, in mislim, da sem danes pri 80 letih in razumsko in sestransko tako, bi rekel, še sposoben, da se včasih se žena nekoli zdrav
rečem, da bi lahko še bil aktiven kjerkoli na katerikoli delu. Tudi miselno nisem nič zaostal. 10 let nekako približno celo boljše. Torej, to sem hotel povedati, pa nič več. Ja, hvala lepa. No, to je bila ilustracija, ne? Biokinon pa srce. Ja. Zdaj recimo vprašanje, kako razmišljate za naprej, če bi neko imel? Kako? Ja, še to bi povedal, ja. Da si ne predpisujem ne vem kakšne bodočnosti, samo v tem stanju, kot sem zdaj. Torej, čeprav imam spodbujevalec, letos ga bom moral zamenjati, ker je star 10 let, mislim samo baterijo. Da mislim, jaz nimam v svoji žlahti ne vem kakšnih starostnikov, sem jaz nekje zelo visoko starost počakal in torej pri takem stanju, kot je zdaj, torej se boste morda smejali. Do 100 let bi lahko živel. In to mislim, da bo odlično zaokrožilo najino nocojšnje druženje. Morda samo še povzameva tistih nekaj ključnih stavkov. Ja, za vse te učinke, za vse to, kar smo pripovedovali in ta konkreten primer je torej Biokinon Q10 z vitaminom B2. To je ta artikel. Nismo še recimo povedali, a ne, kako učinkovit je. Dejansko je v svojem razredu vodilni v svetovnem merilu. Zdaj, če lahko za par sekund pokažemo graf z svetovne konference v New Yorku pred 2 leti, kako, no vidite tukaj, tukaj se recimo lepo vidi, ta črta, ki je od zgoraj, to je črta A, to je razred Biokinon Q10 Pharma Nord. In tukaj se vidi, kako po kvaliteti odstopa od 6 drugih najboljših brendov na svetu. To se pravi, res govorimo o enem torej šampionu, ki torej prispeva tako visoke dosežke, kot smo videli iz tega našega prispevka v Sloveniji pred toliko in toliko leti. Biokinon Q10 z vitaminom B2 se dobi v vseh lekarnah po Sloveniji, razen v mreži ljubljanskih lekarn, in tudi v specializiranih trgovinah, recimo tudi znana je veriga Sanolabor v Sloveniji, in tisto, kar je še primerno za poudariti, je to, da se Biokinon Q10 z vitaminom B2 jemlje redno. Redno, ena kapsula med zajtrkom ali takoj po njem in potem pridejo vsi ti učinki, o katerih smo zdaj v tej zadnji uri, upam, da dovolj predočili gledalcem in gledalkam. Hvala lepa. Me je veselilo tudi tokrat. Se kmalu spet kaj vidimo. Se vidimo, ja. Vam pa seveda želiva obilo energije tudi v prihodnje. Nasvidenje.